Dober večer, dragi gledalke in gledalci. 30 let je minilo, odkar so po naključju v izviru Dobličice pri Črnomlju odkrili črno človeško ribico, ki po doslej znanih podatkih živi le v podzemnih vodah v bližini Črnomlja in nikjer drugje na svetu. Kljub temu je včasih videti, da ne zanima nikogar, razen okoljevarstvenike in raziskovalce, ki jih skrbi, da je ogrožena. Z njo pa tudi edini pitni vir vode za Belo krajino. V nocojšnji oddaji, ko v našem studiu gostimo kar 6 gostov, bomo iskali odgovor na vprašanje, je res črna človeška ribica ogrožena? In če je, kaj bomo storili? Lepo pozdravljeni gostje nocojšnje oddaje. Hvala, da ste prišli, pa za začetek, da vas na kratko predstavim. Bom začela z tistega konca. Niko Šuštarič, predsednik društva Proteus, belokranjskega okoljskega gibanja. Zraven njega dr. Peter Skobrne, ki prihaja z Ministrstva za okolje in prostor. Profesor dr. Toman, Mihael Jožef Toman, prodekan za biologijo na Biotehniški fakulteti in edina ženska med gosti, Barbara King, vodja novomeške enote Zavoda za varstvo narave. Dr. Dušan Plut, bom samo rekla, podpredsednik društva Proteus in ob meni dr. Boris Bulok, sedaj že upokojeni profesor Biotehniške fakultete, ki pa je, mislim, da od vseh največ spremljal to črno človeško ribico, ampak morda o tem minutko ali dve pozneje. Rada bi, da za začetek, da bodo naši gledalke, gledalci razumeli črno človeško ribico malo bolje, ne le kot ribico, osvetlimo njen pomen. Dr. Dušan Plut, kako vi vidite pomen črne človeške ribice? Ja, po mojem mnenju, pa ne samo po mojem mnenju, predstavlja črna človeška ribica izjemno naravno vrednoto Bele krajine in pravzaprav celotne Slovenije. Kot je bilo že poudarjeno, gre za to, da živi samo v Beli krajini, da je to njen edini dom. Drugo, kar se mi zdi zelo pomembno, je dejstvo, da je pravzaprav kazalnik našega ravnanja v okolju. Človeška ribica, črna človeška ribica enostavno ne more pobegniti iz okolja, v katerem živi. In to je območje vodno-ekološko izredno občutljivega nizkega krasa. In njeno stanje in njena ogroženost pravzaprav kaže tudi ogroženost našega bivalnega okolja. In ji bi morali biti za to poslanstvo hvaležni in ji omogočati seveda tudi preživetje. In ne nazadnje, mislim, da je zelo pomembno tudi dejstvo, da je to lahko, če nam jo bo uspelo ohraniti, blagovna znamka Bele krajine. Če je katera naravna vrednota v Beli krajini tako pomembna, da bi jo lahko proglasili kot eno od ključnih blagovnih znamk Bele krajine, to se pravi zdrava in zelena Bela krajina, pridite jo obiskat, v njej živite zdravo, potem je to črna človeška ribica. Njen seveda predpogoj pa je, da jo ohranimo in tukaj je velika odgovornost prebivalcev Bele krajine, lokalne skupnosti, strokovne javnosti, medijev in ne nazadnje vlade Republike Slovenije. Torej, želimo Belokranjci, da nam vlada prisluhne, da sprejme našo pobudo, ker je to zelo pomembno, to se pravi, prihaja pobuda, ki kaže na to, da lokalno prebivalstvo želi zaščititi habitat človeške ribice in zdaj pričakujemo, da bo država seveda na to reagirala.
Doktor Bulog, dejala sem že, da ste vi zagotovo, če ne največji, eden največjih poznavalcev črne človeške ribice, kajti vrsto let ste raziskovali, vodili skupino za raziskovanje črne človeške ribice, njene ogroženosti, njenega življenja v Beli krajini. Pa bom tako vprašala, kdaj ste začeli ugotavljati, da je ogrožena? Če bi mogoče se korak nazaj vrnil, ko smo mi začeli z okoljskimi raziskavami, smo pravzaprav začeli z raziskavami okoljske problematike bele podvrste človeške ribice, in sicer z notranjskega krasa, že pred 3 in več desetletji. Odkritjem črne človeške ribice seveda pa smo postali že kmalu pozorni na nekatera spremembe in onesnažila, ki so se pojavila v njenem okolju. Vemo, da je žal prostorsko omejena na tistih borih 20-30 kvadratov površinsko gledano in da v slučaju nekega nepredvidenega onesnaženja se v bistvu nima umakniti kam v zaledje. Pozorni smo postali že pred kar nekaj leti nazaj, ko je njena voda bila močno pomotnjena. Spremljali smo stanje teh njenih vodnih virov v bruhalniku, tako imenovanem saniranem bruhalniku, ki smo ga uporabljali prav za te namene, da ugotavljamo določene fizikalno-kemijske parametre, tudi stanje same vode in stanje človeških ribic, ki so se pojavljali tako rekoč celo noč in tudi preko dneva, ker je ta bruhalnik za te namene pokrit z zatemnjenim šotorom. Motnost vode se je kazala v bistvu v tem, da se je nabiral v tem bruhalniku kremenčev pesek, ki so ga odlagali iz tovarne Belt, če se ne motim. Livarna Belt, ja. Livarna Belt v različne bruhalnike in pač te kraške kotanje. Meteorno vodo se je izpiral v podzemlje in prišel seveda tudi v stik s temi človeškimi ribicami. Vemo pa, kaj pomeni kremenčev pesek sam. To je v bistvu mehansko abrazivno sredstvo, ki na nežno naši sluznici podobno kožo seveda deluje zelo stresno. Pozorni smo postali tudi na povišanje koncentracij določenih mikroelementov, lahko bi rekli tudi kovin, in sicer cinka, ki se je skoraj 10-kratno povišal. Kasneje smo nekako slišali, da naj bi se tudi v teh odpadnih delih kremenčevega peska pojavljal cink v povišani koncentraciji. Presenečeni pa smo bili, kakšne gigantske, lahko bi rekel, koncentracije arzena smo ugotovili v koži, kar 60-krat povečana koncentracija. Seveda smo dolgo razmišljali, kaj bi lahko bil vzrok. Slutimo lahko, da je bil vzrok verjetno v nelegalnih, če lahko tako rečemo, pesticidih za Evropsko skupnost, že takrat prepovedanih pesticidih, ki vsebujejo arzen. Predstavljate si lahko verjetno težko, kaj pomeni ta izjemna visoka koncentracija teh kovin. No, s pomočjo Zavoda za varstvo narave in njenih sodelavcev smo uspeli doseči, da so se ta odlagališča sanirala in stanje se je kasneje pokazalo solidno in boljše. Vendar že nekaj let kasneje z pojavljanjem povišanih koncentracij nekaterih organskih onesnažil smo postali pozorni, kaj se dogaja pravzaprav v tem okolju. Takrat se je namreč ravno poskusno začela obratovati tudi bioplinarna v Lokvah pri Črnomlju. In recimo predhodno, pred letom 2009 smo spremljali tudi koncentracijo nitratov in fosfatov med drugim, in ugotavljali, da so v tistih mejah normalnih vrednosti, tja do, recimo konkretno za nitrate, okoli 10 mg na liter vode. Po tem letu pa se je začela koncentracija teh nitratov višati. Seveda vsak bi pomislil na to, da je pač pitna voda
ki ima 10 mg nitratov, je čisto normalna. Nekoč celo v Sloveniji bila predpisana zgornja vrednost, žal danes, kot vemo po evropski zakonodaji, 5-krat višja, 50 mg na liter vode. In ne pomislimo pa zaprav, da je ta živalca, kot tudi ličinke drugih dvoživk, stalno v stiku z tem okoljem. To se pravi, je kronično izpostavljena tem povišanim koncentracijam, ki so se pojavljale nekje od leta 2010 in naprej. Dosegale so celo vrednost 16 mg, 20 mg. Po dosedanjih raziskavah na drugih dvoživkah, predvsem na njihovih ličinkah, ki so stalno v stiku z vodo, tako kot je človeška ribica, je bilo ugotovljeno, da je lahko smrtna že kronična izpostavljenost pri 10-20 mg nitratov na liter vode. Ne smemo pa pozabiti, da je tudi s konzumacijo, to se pravi z vnosom vode, ki vsebuje povišene koncentracije nitratov v tak organizem, to se pravi s pitjem po domače rečeno, lahko se zaradi določene kemijske reakcije začno tvoriti tako imenovani nitrozamini, ki so pa kancerogeni. Nitrati imajo še mnogo drugih kvarnih vplivov na dvoživke. Zavirajo razvoj, povzročajo pri povišanih koncentracijah spremembe zunanje zgradbe in notranjih organov. So hormonski motilci, kar pomeni, da motijo razvoj in dozorevanje takšnega organizma. In vsekakor predstavlja hud problem, mislim, da je ta problem v pitni vodi tako ali tako prisoten tudi v Sloveniji širše. Mislim, da srčno upam, saj v letu 2015 smo postali pozorni, da se je koncentracija teh nitratov znižala. Takrat je, mislim, da je že prevzel to bioplinarno Petrol, ki je obljubil in držal, kot kaže tisto leto, obljubo, da bo del te razlivane gnojevke, ki je dejansko hudo breme za tak kraški teren, odpeljal, mislim, da v Ljubljano na čiščenje, v čistilno napravo, tako je bilo pač rečeno. Dejansko so takrat ugotavljali vrednosti po 10 mg, tam 5 mg, 6, kar je nekje še znosno tudi za občutljive dvoživke, kot je proteus. Vendar žal, kasneje so se spet začela pojavljati povišane koncentracije, tako da to je samo eno onesnažilo, ki ogroža. Kombinacija vseh teh onesnažil, ki se pojavljajo v okolju, ali zaradi delovanja, recimo nedelovanja, recimo neurejene kanalizacije, kot vemo, tu žal še ni urejena, ali tudi zaradi kmetijskih površin, s katerih se izplavlja z deževnico tudi ne samo recimo gnojevka kot gnojilo s temi organskimi snovmi, ampak tudi pesticidi, ki so pa tudi lahko hud problem, kot smo ugotavljali pred leti, zaradi tega arzena in tudi drugih seveda onesnažil, ki jih vsebujejo. No, profesor Bulog, vi ste se upokojili, na črnočloveško ribico sicer niste pozabili, ampak vaše delo na Biotehniški fakulteti, oddelku za biologijo, nadaljuje vaš kolega, dr. Rok Kostanjšek, ki pa danes ni mogel biti z nami. Smo se pa z njim pogovarjali pred oddajo in ga povprašali, kaj sedaj kažejo raziskave o ogroženosti črne človeške ribice in kaj je pokazal monitoring. Poglejmo, kaj je povedal. Pokazal je, da se ta trenutna onesnaženja zelo težko ujame. Gre za specifiko plitkih tal, kjer se zelo na hitro sperejo snovi z površja in jih je zelo težavno ujeti. Velik korak naprej je zdaj prevzemanje državnega monitoringa na nekaterih vodnih telesih v okolici, ki potrjuje te naše raziskave in te prekomerne vnose nitratov in fosfatov in postopoma se slika kristalizira. Najnovejše raziskave, s katerimi se ukvarjamo v skupini, se dotikajo mikrobiološke ogroženosti človeške ribice. Gre za to, da je črna človeška ribica za razliko od ostalih belih izjemno ogrožena strani
mikroorganizmov, ki jih najdemo v fekalnega izvora, tako živalskega kot tudi človeškega. In je njen normalni kožni mikrobiom, ki jo sicer ščiti in je pri ostalih človeških ribicah podoben, potisnen na obrobje in prepravljen z bakterijami fekalnega izvora, ker je dodaten alarm. Naslednja stvar, ki se bo zgodila, je, da se bo ugotovilo, da je vrst človeške ribice bistveno več, kot mislimo danes. Govorimo o eni vrsti in dveh podvrstah. Genetske analize kažejo, da gre verjetno za večje število vrst, ki se raztezajo seveda od zahoda Slovenije do hercegovskega krasa, tako da se bo tudi taksonomski nivo človeške ribice iz črne podvrste prej ali slej prekvalificiral v črno vrsto. Imeti ogroženo vrsto vretenčarja v Evropi, v tako majhnem območju, pa je enkratni fenomen in dogodek in verjetno zahteva veliko večjo pozornost, kot jo dobiva sicer. Nedopustno je, da v tem stoletju iztrebimo vrsto vretenčarja v srcu Evrope. Nedopustno. Seveda smo dr. Kostanjška povprašali tudi to, kaj kažejo raziskave, kje je vzrok takšnega stanja podzemnih voda, črne človeške ribice, vendar konkretnega, neposrednega odgovora nam ni mogel dati, je pa odgovoril na to vprašanje. Zagotovo se bo pa pokazalo, ali je vir neurejena komunalna struktura ali vnosi preko gnojenja. Zagotovo je pa človeška ribica nekaj, kar akumulira in kar močno podre njen naravni mikrobiom, zaradi česar je še bolj podvržena drugim dejavnikom. Ukvarjamo se tudi s parazitologijo človeške ribice, ki je nepoznana, in če je organizem oslabljen, bodisi zaradi onesnažil drugih vplivov okolja, je še večja tarča oziroma lahko podleže svojim naravnim parazitom, ki jih sicer kljubuje in jim je kos in z njimi sobiva že tisočletja in milijone let. Gre za parazite, ki jih nobena druga žival nima in so opisani izključno v človeški ribici. Z njimi sobiva, vendar pritiski okolja niso pogin od enega onesnažila ali od enega samega dejavnika. Gre za splet okoliščin, ki oslabijo organizem in je treba gledati celostno sliko in več dejavnikov hkrati. Profesor dr. Toman, vaši kolegi z vaše fakultete so osvetlili črno človeško ribico, njeno ogroženost. Vi se ukvarjate predvsem z raziskavami ekologije v celinskih vodah. Kako pa s temi očmi gledate na to stanje in kako komentirate to, kar sta povedala vaša kolega? Ja, vsekakor je treba zaokrožiti morda vsa ta razmišljanja do zdaj s tem, da vse, kar počnemo na površini, se odrazi v podzemlju. In to mnogo bolj kot na sami površini. To je eden najbolj ranljivih življenjskih prostorov, ki pravzaprav so na planetu. In če pogledamo črno človeško ribico, lahko razmišljamo celo o tem, da se je nekoč že morala verjetno iz drugih razlogov umikati v to okolje, ki ga je prepoznala kot nekaj, kjer bo lahko preživela. Zdaj se nima pa nikamor umakniti. To se pravi, je samo še na nas, da omogočimo, da bo ta res poseben organizem, posebno bitje, ki ga ta planet pravzaprav premore, v tej majhni Sloveniji, ki predstavlja tudi za Slovenijo, pa nekako ne znamo to jasno poudariti, en velik dragulj, ki bi ga morali zaščititi, in je to dragulj ne samo za Črnomelj, Belo krajino in tako naprej, ampak je dejansko dragulj za vse nas. Poudaril bi še to, da človeška ribica seveda ni ribica, ampak je dvoživka, in dvoživke so tisti organizmi, ki so na tem planetu resnično najbolj ranljivi. In je največje število vrst, ki danes pred našimi očmi izumirajo, ravno iz skupine dvoživk. Ta je pa še posebej občutljiva, ker je to posebna dvoživka, ki vse življenje preživi, da rečem, v stanju ličinke. In tudi, če bi šli pogledati, kako so občutljive ličinke dvoživk, bi videli, da je
na tistem nivoju življenjskega stanja dvoživk ta občutljivost največja. Ko pa govorimo o tem, kaj jo najbolj ogroža, je pa vsekakor cela vrsta dejavnikov in ena od največjih težav, s katero se danes tudi toksikologi srečujejo in pa raziskovalci ekologije celinskih voda, je namreč v tem, da ne vemo, kateri je tisti primarni dejavnik, ki do konca najbolj prizadene nek organizem. Gre namreč za izjemno sinergijo nevarnih snovi, ki jih je v veliki meri človek sintetiziral za svoje potrebe. Torej je naš način življenja in naše spoznanje pravzaprav, da smo mi tisti, ki z naravo gospodarimo in upravljamo, kar je a priori napačno. Ne? Smo se izdvojili iz narave, torej z njo samo še upravljamo in gospodarimo in zato smo za naše potrebe življenja sintetizirali mnoge snovi, ki potem najdejo svojo pot, seveda tudi v okolju, za katere pa življenje, ki je bilo milijone in milijone let prilagojeno na dolgotrajno evolucijsko prilagajanje, ni sposobno se od danes na jutri prilagoditi. In to so glavni problemi, zaradi katerih danes ugotavljamo težave v okolju. Ne samo, da govorimo o nitratu kot o eni, bi rekel, nevarni snovi za številne organizme, ampak govorimo o kompotu različnih nevarnosti, kompotu različnih snovi, ne, ki so v našem okolju in za katere ne samo, da živali trpijo, trpijo že tudi ljudje, ampak verjetno še premalo, da bi se zavedali, da kakšnem stanju smo. Ko bo pa ta faza tudi pri ljudeh prišla do te stopne, da se bomo začeli ukvarjati, v katerem delu Slovenije moramo pa populacijo ljudi zaščititi, da bo preživelo, takrat bomo pa tudi razumeli, zakaj se ukvarjamo z enim organizmom, ki bo za nekoga zgolj in samo ena črna človeška ribica in popolnoma nič drugega. To je miselni preskok, ki ga moramo nekako v svojih glavah predstaviti, kajti mi še vedno rečemo, da gremo v naravo. Kako ćemo iti v naravo, če smo del nje, razumete? Ne? In tako gledamo tudi na vse, kar v naravi je, ne? Kot nekaj, s katerim bomo upravljali. Kar se pa tiče te problematike na tem območju, ne? Je pa težava povezana s celo vrsto drugih stvari. Največ tistega bremena, ki prihaja v podzemlje na kraškem območju, Slovenija ima pa 50% kraškega območja, je disperzno onesnaževanje. To se pravi, vi ne morete vraga za roge zgrabiti, ker ne veste, kdo to je. Vsi so pravzaprav vključeni v to. Vsi mi smo vključeni v to. Od kmetijcev, hiš, industrije, vsakega posameznika in tako naprej. In ko se to sestavi v zgodbo nevarnega kompota, smo seveda tudi v tem primeru človeške ribice veliko zgubili. Torej, to je dragulj, ne, ki bi ga morali na nivoju države slej ko prej prepoznati. Samo tega imamo. Bela človeška ribica je tudi druge, ker so ravno prej kolega povedal. Ampak črne ni pa nikjer druge na tem planetu. To se pravi nekaj, kar nima nihče. In to je tudi tisto, zaradi katerega smo pravzaprav vsi odgovorni, ne samo naravovarstveniki, biologi, včasih v družbi prepoznani kot tako rekoč romantiki, ne? Ampak vsi. Ja. In Belokranjci, ki si nikakor ne želijo, da se ponovi Krupa, ko je vse skupaj prepozno, kar ste sedaj rekli, ko ne bomo mogli natočiti zdrave pitne vode iz Belokranjskega vodovoda, ki smo ga pravkar zgradili, takrat bo prepozno. Niko Šuštarič, predsednik Belokranjskega ekološkega gibanja društva Proteus, je bilo to vse, kar smo sedaj slišali od biologov, raziskovalcev iz Biotehniške fakultete, razlog, da ste junija lani podali pobudo v društvo za zaščito habitata črne človeške ribice? Seveda. Namreč v društvu se zavedamo, da samo entuzijazem in pripravljenost zavzemati se za neke okoljske cilje ni zadosti. Vse, kar počnemo, zato počnemo v tesni povezavi s strokovnjaki
in smo tukaj pravzaprav hvaležni profesor Bulogu, ki je pravzaprav prvi začel opozarjati nas in naravovarstvenike o svojih ugotovitvah in tako naprej, in lahko rečem in sem vesel in smo lahko veseli Belokranjci, da smo ta kontakt z vsemi kompetentnimi znanstvenimi inštitucijami povezanimi z konkretno črno človeško ribico ohranili, da ga ohranjamo in da se ga zelo dobro zavedamo. Tako da iz tega vidika sem optimist, ker sem prepričan, da lahko le na ta način premaknemo stvari naprej. Sicer pa bi rad rekel nekaj, ne. Črna človeška ribica je na rdečem seznamu ogroženih vrst že od leta 1993, ampak takrat še ne zaradi onesnažil v vodi, zgolj zaradi tega, ker je, piše redka, v resnici pa ni redka, ampak je edina. Danes imamo nov moment. Te ugotovitve so se vlekle nekaj let. Nekaj let je bilo potrebnih za to, da smo ugotovili, da je to res. Najnovejše, kar je to potrjeno tudi za državnim monitoringom glede onesnažil, ki je uveden pred 2 leti. In najnovejša raziskava, če tako rečem, znanstvene literature, ki govori o tem, ki je ta prag škodljivosti pri nitratih konkretno. In tukaj so se ponovno potrdila predvidevanja biotehnične fakultete in navedbe in prepričevanja, ki jih je profesor Bulog ob vsaki podobni priložnosti ponavljal. Torej, je na rdečem seznamu, ampak vse to vemo, pa danes še ni začutiti prave volje v tej državi, da bi se karkoli premaknilo. Ne samo naša pobuda od lani. Pobuda inštitucije Zavoda za varstvo narave, ki je edina kompetentna predlagati zaščito, leži na Ministrstvu za okolje že od leta 2010. Pa me prav zanima, če je po tem vprašanju karkoli bilo narejenega. Ali je kdo iz sedeža zavoda iz Ljubljane pourgiral, kaj se dogaja z zadevo? A je bila kakšna iniciativa v tej zvezi? Upam, da bomo danes slišali kaj na to temo. Nič. Zato tudi je ta pobuda, seveda civilna pobuda je civilna pobuda. Pričakujemo in upam, da bomo tudi to morda slišali danes, da je to pobudo nekdo prevzel, ki je za to področje odgovoren. Bodi si ministrstvo direktno, bodi si zavod, kajti samo to je pot. Tako da... Morda še kaj nadaljujete, pozneje, da damo besedo Barbari King iz Zavoda za varstvo narave. Nekako vas je tudi direktno izval gospod Šuštarič. Ja, v bistvu je bilo tako. Društvo je v lanskem letu, bi rekla, po enem preseku, omenjena je bila tudi letnica 2010, ko so bile na novomeški območni enoti Zavoda za varstvo narave pripravljene strokovne podlage za zavarovanje habitata človeške ribice. Po tem obdobju, ki je preteklo, ponovno naredilo en presečni pregled, bi jaz rekla, po spremljanju stanja v naravi in ponovno so bile zbrane ključne grožnje, s katerimi se seveda strinjamo. Nenazadnje je društvo Proteus se loteva zadeve strokovno ob vključevanju vseh strokovnih podatkov in argumentiranih dejstev preverjenih strani stroke, s čimer se seveda tudi na zavodu strinjamo. Kar je bilo dobro, po našem mnenju, je bilo to, da je bil narejen presečni moment in v bistvu predlagani prav konkretni ukrepi, kaj bi bilo potrebno storiti, vezano na celostno in sistemsko upravljanje in soočanje s problematiko. Se pravi, predlagani so ukrepi tako za področje delovanja bioplinarne, kot raztrosa oziroma uporabe produkta bioplinarne v Beli krajini in v celotnem slovenskem prostoru. Bili so podani predlogi po sistemskih ureditvah kmetijstva, po kmetijski rabi in v bistvu zmanjšanje intenzitete kmetijstva na območju tako občutljivega plitvega krasa, kot ga poznamo v Beli krajini. Nenazadnje pa tudi pobuda po spremembi zakonodaje,
ki, kakor vemo in kot je bilo omenjeno že v predhodnih komentarjih, je veliko večja v količini vnosa nitrata, kot ga pa v bistvu dvoživke prenesejo. Te vse vaše pobude ste posredovali Ministrstvu za okolje in prostor? Te pobude so bile posredovane, tako kot je bilo omenjeno, že leta 2010, kot v tem presečnem ponovnem obdobju v lanskem letu, tako da smo tudi kot posledico tega v bistvu se je zgodilo nekaj usklajevanj in sestankov na ravni ministrstva, tako v prisotnosti društva, zavoda in predstavnikov ministrstva. Torej, dr. Peter Skoberne, na koncu je žogica pri vas. Vse te pobude, tako Proteusa kot zavoda, očitno v vašem predalu, zato je tudi beseda vaša. Hvala. Najprej bi rad tam začel, kjer ste tudi vi, okrog pomena človeške ribice, tako bele kot posebej še črne. To smo že takrat, ko smo se vključevali v Evropsko unijo, ko smo imeli eno zelo majhen manevrski prostor glede teh tehničnih prilagoditev zakonodaje, smo seveda bili pozorni na to, da takrat zajamemo tudi človeško ribico pri evropsko pomembnih vrstah, teh, ki so na seznamu direktive o habitatih, ker je to potem seveda tudi pomembna zakonska podlaga potem za njeno varstvo. No in dobili smo takrat od komisije zagotovilo, da nam ni treba posebej predlagati črne podvrste, ker je to vključena v belo in da tudi, če se kdaj kasneje ta taksonomski položaj spremeni, da postane to samostojna vrsta, je še vedno stanje leta 2004, to se pravi našega vstopa v Unijo in sodi črni močeril med evropsko pomembne vrste. No, to je bilo seveda za nas zelo pomembno, ker je bila tudi to osnova potem za opredeljevanje območij Natura 2000, s katerimi potem tudi moramo pač zagotavljati življenjski prostor za to vrsto. No in seveda, kot je že rekel tudi profesor Toman, se mi zdi zelo bistveno, da tle je ta pomen, dejansko svetovni pomen tega taksona, je hkrati nalaga Sloveniji tudi ogromno odgovornost. Samo ta odgovornost jo ne moremo prelagati ne v posamezne predale, niti na posamezne inštitucije, ampak je dejansko odgovornost vseh. Vsak mora pač ta svoj del narediti. Zlasti zdaj, ko so res podatki o tem zelo jasni glede njene ogroženosti, ki je že zaradi svoje majhne razširjenosti seveda tudi dejansko velika. No in zato je ta nujen premik, ki je, in tukaj bi se pa rad vaši hiši zahvalil in pa tudi temu, da ste, bi rekel, s takšnim žarom prevzeli to pobudo društva in pa vseh teh, ki se konec koncev zavedamo pomena človeške ribice, ker je treba, človeška ribica potrebuje svoje volilno telo. Brez volilnega telesa se pač ne zgodijo premiki. In tukaj mi rabimo premik, smo slišali, na pravnem področju, rabimo premik pri izvajanju obstoječe zakonodaje in rabimo premik v miselnosti, kot je rekel profesor Toman, premisliti vsak svoj način življenja. Ker ta zadeva, človeško ribico se dogaja v lokalnem okolju, to se pravi, ni tukaj, bom rekel, zdaj neka imaginarna država, ki povzroča težave. Težave so zelo konkretno lokalne. In tukaj odgovornost je pa skupna in zato moramo tukaj s tem sodelovanjem tudi, in tukaj moram reči, da tle v lokalnem okolju se je zgodil ta premik in zdaj ta premik se ta kritična masa se zdaj tudi veča. No in zdaj, kar se tiče pobud, določene stvari, kot ste slišali, so se že te, ko so, bi rekel, lažje obvladljive, kot so recimo na strani izvajanja, kar se tiče bioplinarne, potem recimo te stvari je možno in tudi preko inšpekcij so se določene stvari premaknile.
Drugo je pa recimo sprememba kmetijske politike, sprememba vodne, to se pravi spremljanja voda, spreminjanja te zakonodaje pa seveda zahteva spet ne samo čas, ampak dejansko to močno volilno telo in pa solidno znanstveno bazo. Zdaj tudi namreč s temi podatki, s katerimi zdaj, ki ste jih prej omenjali, to se pravi, da so tle znanstvene raziskave kažejo na to, da ta normativi za občutljivo kraško območje so previsoki, a ne? To se pravi, če imamo mi zdaj te podatke, s tem lahko gremo, ker spreminjanje te zakonodaje ni preprosto in je dejansko tudi, se morajo tudi ti argumenti soočati, preden pride do te spremembe. No, kar se tiče pa same pobude društva, kot je omenil gospod Šuštarič, je pa to, ne, da sama, to se pravi, vsebina ali pa cilj pobude je nesporen. To se pravi, ohraniti človeško ribico. Zdaj pa, ali je zavarovanje habitata res tisti način, ki bo prinesel rešitev, je pa seveda drugo vprašanje. Namreč pravno imamo vse osnove, to se pravi, je strogo zavarovana vrsta, je na seznamu ogroženih vrst, njeni habitati so vsi v Naturi 2000. Imamo program upravljanja za Naturo 2000, kjer so not ukrepi napisani. To se pravi, mi imamo pravno gledano, imamo vse... Ampak očitno ne zadostuje. Ja, se zato pa pravim, da verjetno ta pobuda, da še dodatno zavarujemo, dobimo še eno papirno varstvo več in spet ne bomo dosegli cilja. Nam je pa do tega, da ta cilj, ki ga društvo zelo legitimno postavlja in tudi zelo utemeljeno, da ga dosežemo. In tukaj vidimo, da so recimo zavod je tudi takrat, ko je naredil ta preseg ključnih groženj, je v bistvu pripravil nabor teh težav in večina teh težav, oziroma mislim, da kar ves ta nabor se dotika izvajanja. Ne? To je bilo pred 6 leti in 6 let se ni zgodilo nič. Seveda, to ni res, da se ni nič zgodilo, verjetno se premalo tako in seveda ne moramo biti zadovoljni s tem, kar se je do takrat zgodilo. In zato jaz spet to pravim, da zdaj tukajle, ker zdaj to je taka velika vztrajnost pri teh sistemskih spremembah, da tukaj rabimo to kritično maso in je zato zelo pomembno, da se da ta počasen tek, ki se je začel, da spremenimo v malo hitrejši tempo, ker čas ni na naši strani. Zagotovo. Dr. Plut pa dr. Toman sta se oglasila k besedi. Izvolite, dr. Plut. Dr. Skoberne je rekel, da potrebujemo volilno telo. Jaz mislim, da volilno telo imamo. In to zelo močno. Volilno telo prebivalcev Bele krajine, strokovne javnosti, medijev. Skratka, jaz mislim, da je to volilno telo že pokazalo zelo jasno in nedvomno, kaj je treba narediti. Mogoče moramo spremeniti volilni sistem, če se malo pošalim. Namreč podobno kot v politiki, Bela krajina nima svojega zastopnika v Ljubljani. Ker je to sistem in ne tako dovoljuje. tudi nima očitno še, bom rekel zelo ostro, črna človeška ribica pravega, zanesljivega in trdovratnega zaveznika v Ljubljani. In če kdo to je, Peter, je to Ministrstvo za okolje in prostor. Vi ste tisti ključni dejavnik, ki bi moral vse te akcije, o kateri se je prej govorilo, sprožiti. In to pogrešamo. Tukaj smo zavezniki za to mizo, ne pa nasprotniki. In jaz mislim, da to poslanstvo bi bilo treba upraviti in da je bilo veliko časa. In črna človeška ribica na osnovi belokrajinske izkušnje z PCB-ji enostavno tega časa nima. To, kar je profesor Toman prej rekel, se mi zdi zelo pomembno. Namreč gre za to, da je pravzaprav že ogroženo, bom rekel, tiste osnovne prvine, kvaliteta življenja v Sloveniji.
In mi moramo biti človeški ribici hvaležni, da nas na to opozarja. Črna človeška ribica je zdaj, bom rekel, nas prva fronta, ki nas ščiti pred, bom rekel, uničenjem, če pretirava malo. Seveda ne gre za uničenje. In če, Peter, to zavarovanje habitata z obstoječo zakonodajo ne omogoča preživetje črne človeške ribice, jaz pričakujem od Ministrstva za okolje in prostor, da bo našla tukaj rešitev. Jaz mislim, da ne potrebujemo več raziskav v tej smeri, torej, da to dokazujemo. Mi potrebujemo raziskave za to, da seveda zaščitimo, da zavarujemo črno človeško ribico, ne pa da poudarjamo njen pomen, ker je jasen in nedvomen. Zato bi seveda želel, da res v 6 letih, da je bilo storjenega bistveno več. Namreč kar očitno podatki kažejo, da se kvaliteta življenjskega prostora za črno človeško ribico, če ostanem zelo nevtralen, torej ni boljša. Torej, se ne izboljšuje. Če že ne govorimo o čemer drugem, to se pravi, da se slabša. In ker gre za bioakumulacijo, skratka, jaz mislim, da res ni časa za to, da čakamo in da reagiramo. Mi, bom rekel, kar se tiče okoljskega društva Proteus, bomo pa poskrbeli in se bomo potrudili za to, da bo belokranjska javnost, da bodo prebivalci Bele krajine začutili, da je to tista njihov, bom rekel, naravni simbol, na katerega so lahko ponosni. Bom se pa navezala na vaše besede, odgovorni smo vsi. V Beli krajini pravijo, kadar smo odgovorni vsi, pomeni, da ni nihče, ampak dr. Toman je verjetno hotel reči kaj drugega. To sem želel poudariti, da jaz mislim, da največja težava je v sami organiziranosti tudi ministrstva. Tudi ministrstvo kot organ, da rečem tako zelo grdo, se verjetno zaveda nekih svojih dolžnosti. Ampak ministrstvo ni organ, pač pa so ljudje. In ti med seboj ne komunicirajo in morda niti ne vejo tisti, ki bi pravzaprav te stvari speljali, da pri nekom to je v predalu. To je osnoven problem. To sva midva že velikokrat tudi o takih stvarih razpravljala. In iz takih pobud se pogostokrat zgodi, da se potem nekako mi kot država, da rečem temu, potegnemo nazaj in rečemo, se pravzaprav mi imamo evropsko zakonodajo in moramo preko evropske zakonodaje stvari reševati. Kje pa, poslušajte, druge države rešujejo svoje probleme najprej sami, potem jih pa predstavijo v Evropski uniji in rečejo, glejte, uspeli smo. In jim na nek način tudi aplaudirajo. In to je absolutno en značilen primer, ko tudi če rečem, da smo vsi odgovorni, glejte, tudi vsi tečejo, ampak zmaga pa eden in en je zadnji. V tem primeru nimamo zmagovalca, ta zadnja je pa človeška ribica. Vse vmes smo pa mi in zato smo danes tukaj, vsaj tako si jaz predstavljam, da povemo, kaj je. In zato je nesprejemljivo in premalo reagiramo na tako izraze, kot sem ga pred časom slišal. Zakaj bi morali to spreminjati, če pa je dobro za ljudi ta koncentracija nitrata? Dajte mi razložiti, zakaj pa ni dobro potem za človeško ribico. Mi ljudje smo tisti, razumete, Ampak ravno v tem je težava, ker imamo nesrečne, v tem primeru bom kar rekel, organizme na tem planetu, ki nas tiho opozarjajo, tiho, nič ne kričijo, Nič ne kričijo, tiho nas opozarjajo, da je nekaj zelo narobe z okoljem, v katerem pa mi sobivamo. Ampak dokler bo percepcija naša človeška takšna, da mi nismo del narave, ti lahko tudi začno kričati, pa tega ne bomo razumeli. To je ena od osnovnih težav, ki jo danes imamo. In ko smo prej govorili, to je resnično, je treba poudariti, da je to en organizem, ki je dolgo živ. To bo kolega profesor Bulok vedel povedati, verjetno tako kot bela človeška ribica, 100 let in več. Zdaj pa pogledajte, kaj se v 100 letih lahko organizmu zgodi, ki živi v nekem okolju. Morda je danes še čas, da to spremenimo. Kajti čez 30 let
bo ta človeška ribica dobila že 30-krat toliko snovi, ki jih mi danes v okolje. Tega ne smemo pozabiti. To je akumulacija. In to je eden največjih problemov in prav ti organizmi so tisti, ki nas morajo na take stvari opozarjati. In jaz sem prepričan, da je način, kakršnega smo danes ubrali, in moram tudi v tej situaciji še enkrat poudariti, velikrat poudarim, da predvsem Ministrstvo za kmetijstvo in pa Ministrstvo za okolje bi morala tudi v tem primeru bistveno bolj sodelovati. Ker pa je v enem primeru predvsem v ospredju kapital, v drugem primeru pa neko reševanje človeške družbe, torej kakšno pitno vodo bomo pili in jo postavili v ustavo, do tega ne pride. In to so osnovni problemi. Mi se ukvarjamo pretežno z globalno problematiko, globalno problematiko, takih le stvari, kot je pa, ste jih izpostavili, resnično, to vemo, lokalnih, pa nekako ostanejo pod mizo in največja težava je pa ta, da niti ne vemo pri kom. To je osnovna zadeva. No, glede na to, da čas hitro teče, še 10 minut nam je ostalo, jaz bi želela te zadnjih 10 minut nameniti temu, kaj bomo storili. Mislim, da smo si, glede na to, kar ste vsi povedali, enotni, da se strinjate, da je črna človeška ribica ogrožena. Tudi vi, doktor Skoberne, seveda. Ampak kaj bomo sedaj storili? Bomo pustili leta, da tečejo? Dejstvo je, da tudi te zadnji elaborat, ki ga ste pripravili, je pokazal, da toksični prag 50 mg na liter vode je preveč za črno človeško ribico, kar pa je v nasprotju z uredbo, ki velja v Sloveniji. Kaj bomo sedaj storili? Bomo čakali? No, zdaj, če govorimo o tem, kaj imamo, kaj lahko naredimo, jaz mislim, da je tukaj seveda moramo napasti na vsej fronti. In sicer eno je, kar se tiče teh sprememb predpisov, ampak jaz še zmeraj mislim, da tista največja rezerva oziroma tam je pa dejansko izvajanje in pa mogoče tudi že samo ne bom rekel samo kontrola, ampak da recimo tudi, da na tem območju, ki je vodno zaledje človeške ribice, pa lahko lokalno prebivalstvo, ki se zaveda, kot je rekel dr. Plut, pomena tega, tudi spremeni način kmetovanja, recimo, če je to seveda v interesu za lokalno skupnost. Jaz imam tukaj seveda težave, zato ker tukaj bi morali, ko iščemo rešitve in seveda to takrat, ko jih iščemo, rabimo tle še, kot je rekel dr. Toman, predstavnike urejanja voda in pa kmetijstva, ker tukaj so te politike, vsaka stremi za svojim ciljem in tukaj smo recimo naravovarstveniki dokaj osamljeni recimo na teh debatah, ki se dogajajo. Tudi bom rekel na vladni ravni, zaradi tega, ker je mogoče to volilno telo za človeško ribico je srčno in močno, ampak je recimo tudi, če pogledamo zdaj pa celotno Slovenijo, pa premalo odmevno in zato se mi zdi, da moramo te stvari, kot je ta oddaja, dejansko še ponavljati, da dobimo več zaveznikov. Zdaj ena rešitev se tudi zdaj kaže, iščemo možnosti v okviru LIFE projektov, da bi zagrabili en tak projekt, ki bi celostno urejal ta problem kmetijstvo in pa vode. Ker tukaj vidimo, da je tle ključen problem, da lahko prilagodimo po eni strani kmetijsko politiko, potem tudi vplivamo na vodo in posredno seveda tudi potem na habitat.
ker če ne bomo imeli teh širokih pristopov, bomo seveda drobnjakali. Lahko seveda, mislim, to je rešitev, ki jo jaz ne zagovarjam, je recimo ta, da celo vodno zaledje črnega protusa pač damo v, ne vem, neko rezervat, ampak to je, mislim, da to ni potrebno. Ne, pričakujemo rezervata, resnično vas bi prosila kratko, ker nam časa zmanjkuje, izvolite. Kratko bi se na profesor Tomana, predvsem pa tudi na kolego z ministrstva navezal. Čas teče, za človeško ribico ga ni več dosti ostalo. Če pomislimo, da se je, ne vem, kako je ta trenutek, pa slišim od lokalnih Belokranjcev, da se še vedno dogaja, da se desetine ton gnojevke razliva po območju, kjer podzemno v svojem vodnem bazenu živi človeška ribica. Kronično izpostavljena tem onesnažilom in drugim seveda tudi. In nobena rigorozna zakonodaja ne bo pomagala, če ne bomo konkretno sprejeli ukrepe dejansko. Včeraj je bilo prepozno. Res je. Doktor Toman, prosim, Ja, kratko. dodal ravno k temu, kar je zdaj kolega povedal, profesor Bullock. Glejte, Danska je dežela prašičev in približno nekaj milijonov ljudi. Prašičev je pa 26 milijonov. Danska je dežela, ki 100% izkorišča podzemne vode za pitno vodo. In kaj so naredili? V celoti zaščitili svoj vodni vir. Nimajo nobene človeške ribice, nimajo podtalnega živalstva, za katerega v Sloveniji govorimo, da je vroča točka sveta. Paste, tudi to moramo poudariti. To je samo eden od. Koliko je pa še drugih malih črnih človeških ribic, v narekovaju rečenih, ki jih mi niti ne poznamo, pa so že umrli, ker jih niti spoznali nismo, zaradi naše malomarnosti. In kaj so naredili? Kmetijstvo je bil tisti problem. In kmetijstvo so vključili v reševanje te problematike. To se pravi, da ti prašiči z njihovimi ekskrementi, tako kot mi počnemo, da vsa polja smrdijo v Sloveniji, smrdijo, so zaprli v kontejnerje in jih obdelujejo. In to je bila zakonodaja in ne pride to onesnaženje več v podtalnico. Pred 14 dnevi je kolega Jensen, sva o tem govorila v Bruslju in je jasno povedal, ljudje so zadevo vzeli kot za sebe, dobro, in jim ne smrdijo kontejnerji, zanima jih pitna voda. Torej, vidite, treba je na nek način reagirati. In če mene vprašate kako, je tako, da nekdo odpre ta papir, ki je bil poslan in reče, absolutno, to je treba takoj narediti. Jutri, ali pa danes itak ne bo noben več delal, ker bomo mi prišli nazaj, ampak jutri pa zanesljivo. In to je nek sogovornik na nekem visokem nivoju. Če mene vprašate, ministrica. Niko Šuštarič, kratko, potem še Res Barbara. kratko, mislim, da nam ne preostane nič drugega, kot da bomo v društvu sprožili resno akcijo za zaprtje bioplinarne, ker druge pomoči tukaj očitno ni in je ni za pričakovati. In tako smo že dogovorjeni, da pripravimo kompletno dokumentacijo in o problemu obvestimo Evropsko komisijo. Barbara King. Jaz mislim, da smo v bistvu v tem času, ko smo se pogovarjali prej od 2010 do danes, v bistvu uspeli narediti ta premik, da smo vsa strokovna znanstvena dognanja unesli v vse sistemske rešitve, ki so se pokazale. Tako v program upravljanja z Natura 2000 območij, kot v načrt upravljanja z vodami. Se pravi, nastavke sistemske v vseh možnih dokumentih imamo. Torej je potrebno nujno poiskati rešitev, kako na eni strani strožji ukrep uskladiti z bolj blagim, ki prihaja iz strani ministrstva za kmetijstvo. Menite, da imamo čas na dolgo, tako kot je Peter Skoberne rekel, iskati rešitev? Ne, mislim, da moramo biti zelo konkretni in zelo hitri. Zakon dovoljuje, se opravičujem, začasno zavarovanje, ki lahko traja največ 2 leti. To se lahko naredi v zelo kratkem času. Vse strokovne podlage so dane. V tem času je pa čas za pripraviti nekaj temeljitejšega. Ne nazadnje tudi sama tako imenovana nitratna uredba, kot jo imenujemo, omogoča določitev, če jo mi prav beremo, nekih specifičnih tako imenovanih ranljivih območij, kar bi po našem mnenju Bela krajina si zaslužila to specifično mesto.
Doktor Peter Skoberne, vaša je zadnja, ampak odgovorite mi na vprašanje, kaj boste storili, ko se vrnete iz Novega mesta na Ministrstvo za okolje in prostor? Najprej še tole, za začasno zavarovanje je seveda možno, ampak kaj naj bi to začasno zavarovanje? Prepoved gnojenja z bioplinsko gnojevko na območju, da vam ne razlagam primera, ki je bil inšpekcijsko obravnavan in je bil popolnoma neuspešen. Kmet je pa do 27. aprila porabil kvoto 80% letne kvote dušika na hektar, s tem, da je prva košnja bila že mimo. To se pravi, po prvi košnji je v zemlji ostalo še 80% dušika. To je to. Ne moramo. Mi imamo enega kmeta zadost, da nam pokvari čisto vsa prizadevanja. Mi imamo volilno telo, ampak zadost je enega, ki to ne bo. V redu, če je to bilo narejeno legalno, potem začasno zavarovanje seveda lahko pomaga in lahko ga sprožimo. Je pa tako še vedno problem izvedbe tega režima. Ampak to je seveda možno, da se še enkrat prepove to. V redu. Ja, tudi uredbo bi treba spremeniti, ne more biti 50 mg, smo danes slišali, že 10 je včasih preveč. Prihajate z Ministrstva za okolje in prostor, danes tukaj, mi smo naslovili na ministrstvo vabilo, poslali so vas, danes tukaj, prišli ste, hvala lepa, ampak kot ste danes slišali, si tudi kaj zapisali, pričakujemo, ko se vrnete v Ljubljano, da ne bomo govorili samo, kaj bi lahko storili, ampak kaj bomo storili. Mislim, da se s tem strinjate vsi. Verjamem, da bomo nadaljevali pogovor, tudi ko se bodo kamere ugasnile. Za zdaj pa hvala lepa vsem skupaj, vam, drage gledalke, dragi gledalci, pa le še hvala za pozornost in lep preostanek večera.